Trenutno sušno obdobje in visoke temperature vplivajo predvsem na dve področji. Na razpoložljivost vode in pa na povečano požarno ogroženost v naravnem okolju. Lahko rečem, da je trenutno stanje v naši občini dokaj stabilno. Vendar na posameznih območjih, kjer pa že prihaja do pomanjkanja pitne vode, pa določene gasilske enote izvajajo prevoze na te omenjene lokacije. V civilni zaščiti skupaj z občino, gasilsko zvezo in upravljavcem vodovoda spremljamo in se pripravljamo tudi na morebitno poslabšanje stanja. Naše gasilske enote so v popolni operativni pripravljenosti in pripravljene na hitro posredovanje. Prav tako pa so gasilci dejavni tudi na preventivnem področju. Tu posebno pozornost namenjamo razpoložljivosti vode za gašenje, saj se nam zdi, da morebitni požar odkrijemo in omejimo čim prej. Prav tako smo pozorni na ranljive skupine in pomembne objekte v občini. Predvsem naj tukaj izpostavim dom starejših ter drugo pomembno infrastrukturo. V prihodnjih dneh pričakujemo nekaj padavin. Te seveda so dobrodošle, vendar moramo vedeti, da nekaj dežja ne pomeni konec suše. Vse bo odvisno predvsem od količine in trajanja padavin. Zato občane prosim za odgovorno in varčno rabo vode ter veliko previdnosti pri ravnanju z ognjem. Upoštevajmo navodila upravljavca vodovoda, navodila občine, gasilcev in pa veljavne ukrepe ob razglašeni veliki požarni ogroženosti. Kajti že majhna nepazljivost lahko v tako suhem okolju povzroči požar večjih razsežnosti. Če opazite kakršnokoli tlenje, dim ali požar, takoj pokličite številko 112. Naj na koncu omenim 3 stvari. Varčujmo z vodo, bodimo previdni z ognjem in skupaj poskrbimo za varnost ljudi, živali in premoženje naše občine.